Prav lepo pozdravljeni. V preteklem videu smo že govorili o semenih, katera izbrati in kako preveriti, če so semena še vedno uporabna. Danes pa bomo nadaljevali o semenih, pogovarjali se še bomo o temperaturah in o setvah, o nekih najbolj pogostih napakah in izdelali bomo semenski trak. Opravilo, ki je zelo primerno tudi, da vključimo naše otroke ali vnuke. Pa začnimo o setvi semen in o pravih temperaturah. V povprečju je primerna temperatura za vznik tam nekje okoli 20 stopinj Celzija. Previsoke temperature zavirajo kaljenje, če so pa temperature prenizke, pa ta čas zelo podaljšajo. Najslabše pa je, kadar temperatura med dnevom, ta razlika med dnevnimi temperaturami in nočnimi temperaturami zelo niha. To je pomembno predvsem zdaj v tem času, ko sejemo v korita ali v lonce in imamo te posode bodisi na okenskih policah, bodisi v rastlinjakih ali steklenjakih ali celo toplih gredah. In je ta temperatura podnevi, ko sije že sonce, ki je lahko že precej močno, se ti prostori močno segrejejo, ponoči pa še vedno, ker so noči zelo hladne, ohladijo in ta nihanja niso dobra za kalitev in naše bodoče mlade rastlinice. Ko semena vzklijejo, potrebujejo čim bolj primeren prostor, kjer temperatura ne bo nihala, in potrebujejo ne veliko svetlobe, torej, ampak to primerno toploto. Potem pa, ko vzklijejo, jih že vidimo, potem pa potrebujejo svetlobo in temperatura je lahko nižja. Seveda pa to zavisi od posamezne vrste zelenjadnic. Pa si poglejmo nekaj minimalnih, optimalnih in maksimalnih temperatur, pri katerih kalijo nekatere zelenjadnice, ki jih sejemo zdaj zgodaj spomladi. In sicer za grah in bob je idealna temperatura tam okrog 18 stopinj, ampak zadovoljne so že tudi s temperaturo okrog 2 stopinje. Medtem ko maksimalna je tam 18, največ 20 stopinj. Cvetača in brokoli sta prav tako zadovoljna že z nizko temperaturo, idealna temperatura za kalitev je okoli 20 stopinj in maksimalna 30. In zelo podobno je tudi pri solati in špinači. Korenje potrebuje podobno temperaturo, idealna je tam okrog 20 stopinj, tista minimalna okoli 3 in maksimalna precej visoko, čez 30 stopinj. Pesa še malo višjo, zdaj če razmišljamo o tej zgodnji setvi, 5 stopinj, idealna 15 in maksimalna 30. Peteršilj, čebula, česen, por, minimalna okoli 7. Pri peteršilju idealna 20 in maksimalna kot pri korenju okoli 33. Pri čebulu, česnu in poru je pa idealna 12, torej ne hitimo prezgodaj, ko pa je temperatura že previsoka, pa tudi za kalitev ni več najboljše. In kolerabice, idealna okoli 14, minimalna 10 in maksimalna malo čez 20. Moramo pa vedeti, da pri optimalni temperaturi solata, recimo kolerabica, grah, vzkali v nekaj dnevih. Če pa jo sejemo zelo zgodaj, torej pri tistih minimalnih temperaturah, pa se lahko zgodi, da bo potrebovala za vznik tudi cel mesec. Torej se temperatura precej podaljša.
Pa še mogoče kakšna beseda o prsti oziroma o substratu, ki bomo ga uporabili za kalitev. In sicer naj bo rahel, takšen, ki bo zadrževal optimalno količino vlage, torej ne da kar voda steče, ne pa tudi, da se zadržuje in je ta zemlja, prst oziroma substrat kar namočena z vodo. Ne potrebuje hranil, to potrebujemo potem takšno dober substrat oziroma prst, ko bomo presajali, za kalitev pa v bistvu hranila niso potrebna. Vse ima seme v svojem kalčku za tisti optimalni vznik. Kar se tiče vrtne zemlje, komposta, zemlja iz krtin, ni najbolj primerna, saj je dobro, da je substrat za setev sterilen. Torej, če imate steklenjake, plastenjake ali kakšne druge rastlinjake, potem, če imate kakšne tople grede, si boste lahko kmalu dali duška. Rada bi vas spomnila, da poleg plodovk, ki so mogoče najbolj poznane te zgodnje setve čilija, paradižnika, paprike, jajčevcev, lahko v tem času sejemo tudi že zelišča, potem kakšno blitvo, špinačo, kolerabico, tako kot smo rekli, te, ki niso občutljive na nizke temperature. Če želite imeti kmalu peteršilj, je zdaj odlična priložnost in pravi čas, da ga sejete v lonec. In sicer vemo, da dolgo kali, tako boste na ta način prišli do mladega peteršiljčka kar že precej časa prej, kot če bi ga sejali na prosto. Mogoče še ena ideja, če si želite mladega krompirčka, tistega prvega, zares prve lušte, prav tako ga lahko posadite v lonec in tako boste ga že imeli v aprilu, mogoče za 1 ali 2 obroka. Seveda, odvisno od vremenskih razmer, odvisno, kje živite, bodo prve setve ponekod že v februarju, drugod marca, aprila, odvisno je tudi seveda, ali imate rastlinjake ali ne. Velikokrat opažam pa po vrtovih eno napako, in sicer pregosto setev. Pri setvi v vrstve ali pa tudi, če sejemo vse povprek, se običajno zgodi, da sejemo pregosto, zato moramo rastline kasneje razredčiti. Zdaj en tak trik je, sploh če imamo zelo drobna semena, da k semenom primešamo kakšen mogoče fin substrat ali kakšen droben pesek, mivko. Nekateri pomešajo tudi moko ali pa zdrob, to ni najboljše, ker velikokrat ptički potem pridejo to pozobati in nam pozobljajo tudi semena. Torej, veliko bolje je kakšen pesek ali mivka. Mogoče na ta način lažje kontroliramo, da je setev bolj redka. Sicer pa se mi zdi, da tudi če to uporabljamo, še vedno se zdi, da imamo premalo semen in potem za vsak slučaj vržemo več in potem se pač pojavi ta pregosta setev. Potem pa imamo problem, saj nam je škoda mlade rastlinice potem izpuliti in zavreči. Zdaj nekaj je res, da nekaj zelenjadnic lahko presadimo, nekaj jih lahko, če odrežemo koreninice, uporabimo tudi te mlade listke za solato. Nekaj pa je takih, ko jih vseeno moramo zavreči. In vem, da je to pravilo zelo težko, ker tudi jaz ugotavljam pri korenčku, da mi je sila hudo pri srcu, ko jih moram redčiti, če so pregosto posejane.
Ampak vedeti moramo, da če so rastline skupaj, če se stiskajo, druga drugi jemljejo življenjski prostor, tudi hrano in tudi vodo. Potem pa imamo slabe, majhne rastline, s skromnim koreninskim sistemom. Take rastline so v stresu, zato ponavadi zelo hitro zacvetijo. So majhne, šibke in od njih nimamo veliko ali pa skoraj nič. Pa poglejmo nekaj primerov, predvsem za te zgodnje zelenjadnice ali pa takšne, ki so zelo primerne, da jih damo tudi na semenski trak, na kakšni razdalji naj rastejo oziroma na kakšno razdaljo jih moramo redčiti, če jih bomo sejali na prosto. Torej, korenček in peteršilj naj bosta narazen okoli 5 centimetrov. Solata, odvisno od sorte, med 25 in 30 centimetrov. Redkvica okoli 5, radič tudi okoli 20 centimetrov, seveda je vse odvisno tudi od sort. Motavilec okoli 5 centimetrov, če želimo, da imamo res take lepe rozete. Potem kolerabice okoli 20 centimetrov. Por 10 do 15 centimetrov, grah okoli 7, pa bob okoli 20, seveda je vse odvisno od bujnosti sort. Kadar nikakor ne moremo sejati rastlin dovolj na redko in nam je hudo pač puliti te pregoste rastlinice, je morda rešitev za nas semenski trak, ki ga lahko kupimo ali pa izdelamo tudi sami. Na semenskem traku so semena že pritrjena na pravi razdalji, kar nam prihrani skrb in potem to neljublo opravilo redčenja. Setev s pomočjo traku je zelo enostavna, in sicer na pripravljeni gredi, ki jo pograbljamo, naredimo plitek jarek, ki mu poravnamo spodnjo površino. Globina jarka je pa odvisna od zelenjadnic, ki jih imamo na traku. Na splošno velja, da večja semena posejemo 2 do največ 3-krat globlje od svoje velikosti, drobna semena pa le prekrijemo s tanko plastjo naše zemlje, prsti oziroma substrata. Vedeti pa moramo, da so nekatere rastline tudi svetlokalivke. To pa pomeni, da za svoj vznik potrebujejo svetlobo. Takšne rastline so večina zelišč, cvetlic. Včasih na svetlobi tudi bolje kalijo motovilec, korenček, peteršilj ali pa vsaj na pol svetlobi, torej jih ne preveč globoko posejati. Torej, ko imamo primerno globok jarek, položimo trak, nežno zalijemo, nežno, da ne speremo prsti, in pokrijemo s primerno debelino naše zemlje na vrtu, lahko pa uporabimo tudi kompost. Dokler seme ne vzkali, moramo poskrbeti za primerno vlago, da se papir ne izsuši, ker v tem primeru bodo ti majhni kalčki zakrknili in se seveda potem posušijo. Lahko pa predel, kjer smo to sejali, pokrijemo tudi s kakšnim časopisom, kartonom, filcem, seveda za kratek čas, odvisno pač, katero zelenjadnico smo posejali in v kolikem času pričakujemo vznik. Zdaj, ko vemo, kako ta trak uporabiti, pa poglejmo, kako ta trak tudi narediti. Takšni trakovi, ki jih naredimo doma, seveda so zelo priročni. Vedeti moramo, da če jih kupimo, so precej dragi, naredimo pa boste videli jih čisto enostavno. Uporabiti moramo le semena, ki dobro kalijo. Naučili pa smo se že test kaljivosti, tako da točno lahko vemo, kaj od semen pričakujemo. Tako da bomo se kar lotili dela. Pa poglejmo, kaj vse potrebujemo. Torej, potrebujemo papirnato brisačko, lepilo, ki ga naredimo sami,
semena in to je v bistvu tudi vse. Torej najprej poglejmo, kako naredimo lepilo. V kozarček damo vročo vodo, eno žlico moke z veliko škroba, malo sladkorja in par kapljic kisa in to zmešamo tako dolgo, da nastane takšno gosto lepilo. Evo. Torej, brisačko bomo narezali na v bistvu tretjino, izberimo poljubno dolžino, lahko upoštevamo našo gredico, dolžino naše gredice, ali bomo pa položili več trakov. Torej, tak trak na 3 dele, da dobimo ožji trak. Jaz imam to približno 1 meter. Prepognemo na polovico. In zdaj na sredini ene polovice bomo polagali semena. Recimo, če boste pripravljali semenski trak z redkvico, naj bo ta razdalja približno 5 centimetrov. Torej nanesemo pikico lepila na razdalji približno 5 centimetrov. Upoštevajte kaljivost vaših semen. Tako, na vsako to pikico eno seme. Še naprej naredimo pikice. Takole. In to ponavljamo po celi dolžini. Sedaj pa na tej drugi polovički ob robu nanesemo lepilo. Takole. Prepognemo in zalepimo. Evo. In že imamo trakec. To lepilo mora biti res gosto, da ni vodeno, ker sicer se vam bo dolgo posušilo. In evo, jaz imam tu že en tak izdelan trakec z semeni. Potem, ko je pač posušeno, ga zvijem, uporabim lahko takšno rolico in ga pripnem z eno elastiko. Napišem še etiketo oziroma listek, katera semena so notri, kakšna je dolžina traku, da boste vedeli, kdaj ste trak pripravili. In potem takšne trakove zložite v eno škatlo in počakate na pomlad, ko boste jih lahko vložili v zemljo. Želim vam, da boste pripravili veliko takih trakov in naj vam pri tem delu pomagajo tudi otroci.